Lepo pozdravljena, Franci Zore in Sebastian Pešec na predstavitvi monografije V iskanju Bude, sprehodi po krajinah budistične filozofije, ki predstavlja nekakšen nabir najrazličnejših prispevkov z področja budistične filozofije. Sebastian je sourednik, poleg mene, te monografije, ki torej govori o različnih aspektih in nekako združuje dognanja raziskovalcev in raziskovalk z oddelka za filozofijo. Franci je pa z nami tudi kot avtor enega od člankov in tudi kot bivši dolgoletni predstojnik katedre za zgodovino filozofije in fenomenologijo, kjer je nekako v okviru oddelka za filozofijo budistična filozofija tudi doma. Torej, kot že rečeno, gre za nekakšen pregled oziroma študije o najrazličnejših aspektih budistične filozofije. Sama jo že nekaj let predavam na oddelku za filozofijo, pri čemer pa me izjemno veseli, da nekatere tematike z področja budistične filozofije v svoja raziskovalna dela, v svoj pedagoški proces vključujejo tudi kolegi in kolegice z oddelka, ki se sicer primarno ukvarjajo z drugimi filozofskimi področji. Tako da ta monografija sestoji, splošneje rečeno, iz dveh delov. Prvi del se začne nekako na samem začetku, to je pri filozofskem nauku Siddharte Gautame Bude in iz njegovega nauka izhajajočega indijskega budizma, ki je poznan kot budizem Theravada. Tako da prvi del se nekako osredotoča na teoretične osnove Budove filozofije in filozofije, ki so jo po njegovi smrti nadaljevali njegovi učenci, tudi razni interpreti in komentatorji. Tako da prvi sklop obravnava temeljna vprašanja zgodnje budistične filozofije, recimo vprašanje o nesebstvu, ki pa je tesno povezano tudi z vprašanjem osvobajanja, vprašanjem smrti, soočanja z minljivostjo, pri čemer pa velja poudariti, da pravzaprav budistična filozofija, kar je značilno tudi za azijske filozofije nasploh, ni omejena samo na filozofski teoretični diskurs, ampak je vselej izpostavljen oziroma poudarjan tudi izkustveni vidik. Zato se ta tematski sklop posveča tudi vprašanjem načina bivanja. Torej, zlasti vprašanju, kako pravzaprav doseči ta vrhovni nepojmovni filozofski uvid, ki pa ima bistvene soteriološke razsežnosti. Tako da eden od člankov govori tudi o bivanju v samoti, torej o asketizmu, ki ga je Siddharta nekako prevzel od predhodnih asketskih tokov. Sami pa so se izvajale tudi razne meditacijske prakse, torej to nekako predstavlja ta izkustveni oziroma kontemplativni vidik Budove filozofije, pri čemer pa osrednjo vlogo igrata meditaciji o smrti, s čimer se tudi nekako premošča strah pred smrtjo in to nekako predstavlja tudi pot, ki vodi v osvoboditev. Zgodnji indijski budizem je vplival tudi na številne druge šole, ki so se razvile v deželah izven meja Indije, recimo na Japonskem, Kitajskem in tudi v Tibetu, tako da prvi sklop se potem zaključi s člankom, ki govori o vprašanju smrti v tibetanskem budizmu, z analogijami s teravadskim budizmom oziroma z enimi ključnimi navezavami na osnovni Budov nauk in seveda osvetlitev tega Budovega nauka v nekem drugem duhovnem in kulturnem kontekstu. Drugemu sklopu predhodi tako imenovano berilo, to je izbir odlomkov, prevedenih odlomkov izvirnih budističnih besedil in galerija fotografij, ki nekako predstavlja razne utrinke s popotovanj po deželah budizma, na kar se drugi del osredotoča zlasti na začetku na japonski budizem Zen, v navezavah na daoistično filozofijo, ki si je z budizmom delila tudi številne sorodnosti. V tem delu so osvetljeni tudi razni vidiki pojmovanja narave, ki je v budizmu vselej predstavljala navdih za meditacijo in kontemplacijo. Indijski budizem pa ni vplival zgolj na formiranje raznih filozofskih šol in tokov izven meja Indije, ampak je segel tudi v Evropo. Tako da en članek govori tudi o recepciji budizma v kontekstu zahodne filozofske tradicije. Hkrati pa budizem še danes nekako sega na druga področja, ki se ukvarjajo z raznimi aktualnimi tematikami, kot je recimo svoboda človeka, vprašanje svobodne volje in vstopa dialog, denimo tudi s kognitivno znanostjo. Tako da celotna monografija se potem
zaključi s temi sodobnejšimi vidiki oziroma osvetlitvijo relevantnosti budizma tudi za sodobno znanost. Tako torej za monografijo so prispevali svoje prispevke raziskovalci z oddelka za filozofijo, je 8 člankov, 9 avtorjev, pri čemer pa velja poudariti, da to zanimanje za budizem nekako sicer pospešeno traja že zadnjih nekaj let, ampak prve raziskave oziroma prvo zanimanje budizma izven akademskega prostora se je v Sloveniji začelo že v 19. stoletju. Pri tem morda velja izpostaviti frančiškana in pravnika Josipa Suhija, ki je, ko je opravljal razne konzularne službe po svetu, obiskal tudi Šrilanko. Na Šrilanki se je srečal z budističnimi menihi, ki so ga navdušili za budistično filozofijo in je ob prihodu domov tudi prevedel džatake. Džatake so zbirke zgodb o Budovih preteklih življenjih, ki na en tak zelo poseben način osvetljujejo zlasti etične nauke budizma. In na osnovi tega na osnovi ene džatake, ki jo je prevedel Suhi, smo pripravili tudi budistični strip, torej to je prvi budistični strip, ki nekako kaže na to, kako je Buda, rojen kot zajec, napredoval na poti k nirvani. To je torej ta knjižica, ki je izšla v okviru znanstvene založbe Filozofske fakultete in ilustracije zanjo so prispevali znan stripar Ciril Horjak, Nina Tomeš-Karja, Omar Horjak in Liljana Markovič. Ta knjiga je torej šla kot tudi monografija pri znanstveni založbi in naj v okviru besednih postaj, ki potekajo v okviru knjigarne znanstvene založbe Filozofske fakultete, na kratko osvetlim tudi tukaj. Ampak to je recimo eno tako širše področje zanimanja za budizem, ki se je začelo formirati zlasti v 19. stoletju. Kar se pa akademskega področja tiče, pa se je nekako budizem začel uveljavljati v slovenskem akademskem prostoru s profesorico Majo Milčinski, ki je bila dolgoletna predavateljica na oddelku za filozofijo in je vsekakor zaslužna za to, da so se tudi na oddelku vzpostavile azijske študije oziroma azijske filozofije in religije. Doktorici Maji Milčinski smo tudi posvetili to monografijo, zdaj bi pa prosila Francija, če na kratko osvetli ta historiat, kako je budizem dospel na naš oddelek, kjer se seveda predava še danes. Ja, seveda v prvi polovici 80. let, ko sem jaz študiral filozofijo, azijskih filozofij na oddelku za filozofijo ni bilo, teh predmetov ni bilo. Je pa zanimivo, že takrat so bile te vsebine nekako vsebovane v učnem načrtu predmeta antična, srednjeveška in renesančna filozofija. Se pravi, že takrat je očitno bilo neko zavedanje, da je te stvari nekako so potrebne za študij filozofije. Medtem ko recimo potem v drugi polovici 80. let in predvsem pa v 90. letih se je na oddelku pojavila omenjena Maja Milčinski, najprej kot mlada raziskovalka, potem kot profesorica, in ona je potem, skratka z njo, je bilo kot omenjeno, je pravzaprav ta študij vseh azijskih filozofij in budizma prišel na to akademsko raven. Tudi če so prej že določene stvari se prevajale, se pisalo v njih, tukaj je zadeva dobila recimo to dimenzijo in ona je potem kot raziskovalka se osredotočala sicer predvsem na kitajske in azijske in japonske filozofske tradicije, prevedla je številna temeljna besedila, napisala veliko študij in vzgojila tudi veliko generacij študentov, ki so se kasneje recimo ukvarjali s tem področjem. Med njenimi doktorantkami je seveda tudi Nina, ki je potem ob njeni upokojitvi nasledila na našem oddelku in s tem je bila vzpostavljena ta kontinuiteta pedagoškega in raziskovalnega dela. Nina se osredotoča bolj na indijske filozofske tradicije in s tem nekako tudi komplementarno pokriva ta področja recimo azijskih filozofij. In z tega vidika postaja del za filozofijo nekako osrednje mesto akademskega študija
budizma. Tako je, hvala lepa, Franci. Sedaj pa bi morda, ker sem prej zgolj na kratko osvetlila zasnovo naše monografije, bi prosila Sebastiana, če lahko na kratko predstaviš, o čem govorijo prispevki prvega dela. Ja, hvala, Nina. Se pravi, prvi sklop zajema 4 članke. Prvi članek je članek Andreja Oleta z naslovom Pojem nesebstva v budizmu. V njem avtor obravnava različna pojmovanja nesebstva v budizmu Theravada in vleče vzporednice oziroma primerja ta pojmovanja s substancialnim metafizičnim sebstvom v hinduizmu. V bistvu za precej natančen oris odstopanj, razlikovanj, pa tudi stičnih točk, to predvsem v poznejših hinduizmu in budizmu, v budizmu to predvsem v šoli Yogačara. In v bistvu obravnava sprva izvorne Budove kritike metafizičnega sebstva, potem pa se naslanja tudi na kasnejše budistične filozofe, naprimer Nagarjuno, Buddhagoso, Chandrakirtija. Zdaj, poleg te tematike skoraj nekako nujno se poglobiti še v proces poznavanja. Se pravi, tukaj je ključno vprašanje, v tem budističnem univerzumu, kdo je tisti, ki spoznava in kaj spoznava, če ni sebstva. In avtor to obravnava in v bistvu nam poda zelo zanimivo in povedno primerjavo z Wittgensteinom oziroma z njegovo idejo o kontinuiteti jezikovne igre. Se pravi, če ni nekega vztrajajočega sebstva, kaj je to, kar vztraja naprej. Podobno pa tej Wittgensteinove ideji, ne bom razkril podrobnosti, vabim brano, je res zanimivo. Potem pa še naj omenim pri Nagarjuni, avtor govori o razliki med absolutno in konvencionalno resnico, se pravi, en izmed temeljnih aspektov šole Madhyamaka, torej Nagarjunove šole. In za konec se še poglobi na kratko v etične posledice takšnega pojmovanja nesebstva, se pravi, tu pride do možnosti pomanjkanja moralne odgovornosti v takšnem pojmovanju nesebstva. Potem naslednji članek je članek Nine Petek in Jana Ciglenečkega z naslovom Ideal samote v zgodnjem indijskem budizmu. Tukaj avtorja obravnava ta raznolika pojmovanja samote v budizmu Theravada. Začneta z Budovim vrednotenjem, ki ga primerjata z vrednotenjem samote predhodnih asketskih gibanj v Indiji, s katerimi je Buda seveda seznanjen oziroma bil tudi del njih, ki jih je pa potem spremenil oziroma dopolnil s svojimi učenji, svojimi nauki, najbolj konkretno z naukom srednje poti, ker je v bistvu za kritiko pretirane, prej rigorozne askeze. In zelo zanimiva je v bistvu že ta izvorna Budova kritika preskrajne askeze. Buda je v bistvu kritiziral pretiran mazohizem, oziroma mazohizem sam po sebi, ki se lahko pojavi oziroma lahko tako vzrok kot posledica preskrajne askeze. In pa navezanost na lastni jaz, se pravi z neko preskrajno, pretrdo prakso, lahko praktikant pride do dodatne navezanosti na svoj jaz, do dodatne domišljavosti, prevzetnosti, ker pač počne nekaj takega, kar marsikdo drug ne zmore, kar je seveda za budistično prakso slabo, ker se gre za nenavezanost. Potem ena izmed temeljnih značilnosti srednje poti je nekako iskanje ravnovesja med skrajnostmi. To lepo prikažeta avtorju na primeru razpetosti med duhovnimi praksami v samoti in življenjem človeka oziroma praktikanta budista v družbi, v človeški družbi. Namreč samota je v bistvu nek skupek dobrih, ugodnih pogojev za to duhovno prakso, ki ima cilj v nekem napredovanju oziroma končni cilj razsvetljene, potem pa nekako mora priti nazaj v družbo in v bistvu uresničevati budistični etični nauk. To, kar je tudi Buda sam naredil, iz samote je šel nazaj med ljudi v družbo in razširil svoj nauk. Pozneje to sicer bolj ideal v budizmu Mahajana, ne toliko v Theravadi, ampak še vseeno zelo pomemben aspekt. No in v bistvu srednji del članka pa avtorja obravnavata 3 stopnje samote. Na začetku v bistvu je fizična samota, to je se pravi fizični odmik stran od družbe, od človeškega vrveža, kjer so ugodni pogoji, kot sem že omenil.
Tukaj še zelo zanimiv poudarek na tem, da je Buda govoril tudi o pomembnosti premikanja, da se ne ostani samo na en kraj samote, ki si lahko spet navezan na tisto okolico, ampak se premikaš in venomer odmikaš od vseh navezanosti. Potem zelo pomemben poudarek še na pripravi na samoto. Namreč nepripravljen praktikant, če gre v samoto, je v bistvu lahko to zanj pogubno in kontraproduktivno. Tako da je zelo pomembna ta priprava. Naslednja samota je umska samota, kjer gre v bistvu za samoto v umu, v umu se praktikant odmika od vseh stvari, navezanosti, želja, distrakcij in tako naprej, da v bistvu doseže cilj, se pravi nirvano. In nekako v fizični samoti, z umsko samoto, ki seveda mora biti potem dosežena tudi izven fizične samote v gneči družbe, z tema dvema samotama dospemo do poslednje samote, ki pa v bistvu parinirvana. Se pravi, nirvana je to ugasnitev tekom življenja, parinirvana pa potem po fizični smrti in dokončna osvoboditev človeške eksistence iz samsare. V zadnjem delu članka avtor zelo lepo na praktičnem vidiku pokaže ta preplet teh treh samot, in sicer pri budističnih puščavnikih in puščavnicah v Ladaku, sever Indije, kjer so budisti v tradiciji Vajrayana, kjer sta imela tudi priložnost delati terensko delo, jih spoznati in spoznati njihove prakse, njihovo samoto. Potem tretji članek je članek Nine Petek, meditacija o smrti, načini soočanja z minljivostjo v budizmu Theravada in vplivi na šolo Kagyu. Nina v tem članku obravnavaš pojmovanje smrti v budizmu Theravada in v bistvu ta dvojni vidik smrti, kjer je smrt na eni strani vir trpljenja, vir duhe, sprav vir vseh nekaterih človeških tegob, hkrati pa v bistvu ključen del teh soterioloških prizadevanj po odpravi teh trpljenj, teh duke. In v bistvu v članku obravnavaš dve temeljni meditaciji, ki imata za cilj sprejemanje smrti. To sta Maranasati, pozornost na smrt, oziroma meditacija o smrti, in Asubha Bhavana, meditacija o odvratnosti. Ti dve meditacije v bistvu razvil že Buda sam, pozneje so jih interpretirali še mnogi interpreti, recimo Buddhaghosa, na katerega se tudi navezuješ. Je pa še zanimivost, da nekatere meditacije, prakse v budizmu so namenjene točno določeni stopnji praktikanta ali pa določenemu praktikantu. Ti dve sta pa v bistvu primerni in koristni za čisto vsakega človeka, ker je v bistvu za sprejemanje dejstva smrti, minljivosti, predvsem lastne minljivosti, kar je seveda večkrat predmet zanikanja. Zdaj, Maranasati vsebuje 8 nekih premislekov o minljivosti, kjer človeka postopoma navaja na soočanje s smrtjo in kjer je končni cilj sprejemanje smrti. Asubha Bhavana gre pa za v bistvu neposredna soočenja z lastno smrtnostjo, predvsem vezana na telo, gre se za pozornost na odvratnost telesa, na spremljanje posameznih stopenj razpada fizičnega telesa in sprejemanje tega naravnega procesa. Seveda oboje ima nek namen, zelo globok namen v nenavezanosti na lastno telo in osvoboditvi od želja, ki jih pač telo nosi oziroma proizvaja. V koncu članka v bistvu poda še primerjavo razvoja in aplikacije teh dveh praks v puščavniški tradiciji, v vajrayanskem budizmu, predvsem v šoli Kagyu, kjer se lepo vidi, kak dodatni pomen se je ta pozornost na smrt in sprejemanje minljivosti sta dobili. Tudi recimo posebnost, da tam vse te meditacije opravljajo na mesti, ki so povezane s smrtjo, recimo na pokopališčih. Moram reči, da kljub mogoče za nas morbidni temi, moram reči, da si v članku lepo pokazala, da za budizem to ni morbidna tema, ampak gre v bistvu za sprejemanje neke naravnega procesa, za res globoko afirmacijo, doživeto, ne samo racionalno, ki vodi v lajšanje trpljenja in v bolj polno bivanje.
In še zadnji članek v tem sklopu, to je moj članek z naslovom Soteriološki potenciali smrti v budizmu Vajrayana. Tudi v njem upam, da ni tako morbiden, da sem kaj zanimivega prikazal. Gre pa v bistvu za to, da sem razgrnil 3 različna pojmovanja smrti v vajrajanskem budizmu. Spravi, to je ta zadnji, 3. veja budizma, ki se je razvila in najbolj ohranila v tibetanskem kulturnem prostoru. Prvo je negativno vrednotenje smrti, kjer gre zopet za to, kar smo že omenili pri prejšnjih, se pravi v budizmu Theravada, je smrt dejstvo minljivosti in opomnik na njo, hkrati pa v bistvu tudi eden izmed pomembnejših virov duhe, se pravi trpljenja zaradi navezanosti. Ampak vse to ne sme voditi v neko zanikanje, ampak v bistvu v sprejemanje umrljivosti. In smrt je v bistvu tukaj tudi zelo pomemben motivator za odločitev za budistično pot kultivacije oziroma za vztrajanje na tej poti prakse. Potem naslednja, oziroma tako rekoč, en od glavnih ciljev te kultivacije budistične je nevtralno vrednotenje smrti, ker praktikant nima več do smrti ne odpora, ne želje, ker je presegel te diferenciacije in ker je, kot bi tibetanci rekli, ker je vse enakega, istega okusa, se pravi, kjer ni več tega človeškega diferenciranja. Vajrajanski budizem je pa v bistvu mogoče od vseh budističnih tradicij mesto, kjer najdemo pa največ pozitivnih vrednotenj smrti. To se gre v bistvu za to, da se to pojmuje kot neke edinstvene soteriološke priložnosti, neki potenciali, ki jih lahko praktikant, če jih zna prepoznati in če se v bistvu uru v celoživljenjskem treningu, jih lahko izkoristi za dosego osvoboditve. Zdaj v bistvu največja zakladnica, ki natančno popisuje te priložnosti ob umiranju in po fizični smrti, je Bardo Thodol, se pravi na zahodu znana kot tibetanska knjiga mrtvih. Na koncu potem nakratko še opišem življenje jogija Milarepe in v bistvu njegov, moramo reči, kar impresiven zgled nevtralnega vrednotenja. Pri njem se res vidi, kako je tam doživeti vidik tega nevtralnega vrednotenja smrti. Ampak čisto na koncu še pišem 2 izmed 6 jog Narope, se pravi teh meditacijskih praks puščavnikov, te 2, ki se ukvarjajo neposredno z smrtjo. No, potem pa naslednji del monografije v predstavljanju. Ja, hvala lepa, Sebastian, za izčrpno predstavitev. Kot si že lepo nakazal, se pravzaprav nekako budizem osredinja ne samo okoli nekih teoretičnih predpostavk, ampak tudi okoli iskanja poti, torej nekih praktičnih tehnik, ki bi vodile do premoščanja zlasti strahu pred smrtjo, ki je seveda pač torišče, kot si izpostavil, raznih človekovih tegob. In nekako smo želeli potem zbornik razdeliti na 2 dela, vmes pa postaviti tisto, kar je bolj oseben, bolj intimen izraz same budistične filozofije, same Budove besede in razni odlomki, ki govorijo o Budovem življenju. Tako da berilo, torej izbrani odlomki slovenskih prevodov budističnih besedil, zlasti sanskrta in palija, se začnejo s hagiografskimi besedili. Torej, to so besedila, ki govorijo o življenju Bude in govorijo tudi o tistem segmentu življenja, ko je Buda doživljal razne travme ob soočenju s smrtjo in minljivostjo. Tako da ti odlomki so pravzaprav zelo presunljivi. So globoko človeški, ker nekako nagovarjajo slehernika v njegovi lastni minljivosti in seveda v njegovih lastnih tegobah in nekako podabljajo Budovo pot do tega, da je dosegel nibano oziroma nirvano. In nekako približajo življenje tega velikega modreca na zelo neposreden način. Hkrati pa so že skozi hagiografske elemente izpostavljeni tudi razni elementi Budove filozofije, ki so pa potem kulminirali v raznih študijah. Berilo se nadaljuje s teravadskim budizmom, torej s prevodi iz palija, ki jih je pripravil Primož Pečenko. Izbrali smo besedila iz teravadskega budizma, ki se osredotočajo na tematike, ki so predstavljene v člankih. Tako da izbrane besedila pravzaprav na poseben način osvetljujejo naše teoretične razprave. Tako da iz Dhamapade in Vprašanj kralja Milinde, 2 temeljnima tekstoma teravadske budistične literature, razgrinjata razne
filozofske osnove Budovega nauka, nauk o nesebstvu, ki je tudi nekako centralen budistični koncept, potem nauk o smrti, nauk o nibani, nauk o osvobajanju, zelo pomembno mesto v zgodnjem budizmu zaseda tudi etični nauk. Vprašanja kralja Melinde pa so en tak svojevrsten prikaz budistične filozofije nekemu drugemu kulturnemu okolju, in sicer grškemu. To besedilo pa izhaja iz časov, ko je Indijo obiskal, ko je v Indijo prispel Aleksander Veliki, 327 pred našim štetjem. Takrat so se tudi začeli plodoviti stiki med indijsko in grško kulturo. In ta dialog je nekako pač formiran kot spraševanje grškega kralja, indijskega modreca Nagasena, in Nagasena pravzaprav predstavlja temeljni budistični nauk. Potem nekako kronološko nadaljujemo z mahajanskim budizmom. Mahajanski budizem predstavlja eno izjemno novost v zgodovini celotnega budizma, saj je nekatere Budove nauke interpretiral na malce drugačen način. Pojavijo se tudi številni novi koncepti, recimo koncept praznine, šunjata, potem neko drugo razmerje med sansaro, ciklom ponovnih rojstev in smrti, ter nirvano. Pojavijo se tudi razna pomembna vprašanja, ki se dotikajo tudi vprašanja razmejevanja med resničnostjo in iluzijo. Torej, nekako mahajanske sutre so prežete z vprašanjem, kaj sploh je tisto, kaj je resnično, torej kako lahko nekako sploh svoje človeške presoje zares določamo, kaj je res, kaj ni, kaj je več ali kaj je manj vredno. Tako da ti odlomki se osredinjajo zlasti okoli tega. Zelo pomemben v mahajanskem budizmu pa je tudi nov etični nauk, ki je zelo tesno povezan tudi z novo soteriološko dimenzijo, izpostavljanje zlasti ideal sočutja, tako da ena mahajanska sutra upodablja tudi to zgodbo o žrtvovanju za druga človeška bitja, kar je bilo seveda že v samem sržu Budovega nauka. Potem nekaj odlomkov smo izbrali tudi iz tibetanske filozofije, iz tibetanske knjige mrtvih, to je prevedel Ivo Svetina, in nekako osvetljujejo te vidike, ki jih je v svojem prispevku predstavil Sebastian. Torej, kaj sploh pravzaprav pomeni proces umiranja, oziroma proces umiranja ni samo neka točka, v kateri se vse zaključi, v kateri se radikalno vse konča, ampak je pravzaprav tudi sam proces umiranja možnost za duhovno kultivacijo in je izjemnega pomena tudi za naravo prihodnjega rojstva, ali pa seveda je zelo pomemben člen, ki lahko vodi v osvoboditev. Droben odsek je tudi iz življenja jogija Milarepe, ki predstavlja nekako vrhovnega jogija v celotni tibetanski tradiciji, berilo pa se potem zaključi z enim drobnim segmentom iz japonske filozofije, ki nekako že lepo napove tudi drugi sklop naše monografije, ki se začne z japonskim budizmom, in sicer člankom Boruta Ošlaja, To vem o reki Hao, Adaršana Džnjana ali o umetnosti spoznanja. Borut na osnovi zen-budističnih, daoističnih in nekaterih drugih filozofskih ter umetniških izhodišč razgrne en specifičen problem spoznanja, ki je nekako skoncentriran v tem izrazu Adaršana Džnjana in predstavlja nekakšno paradoksalno modrost, ki presega neke ustaljene, konvencionalne vzorce spoznavanja, česar se je nekako posluževal že sam Siddharta Gautama Buda in je tudi vplival na različna epistemološka izhodišča, zlasti v mahajanskem budizmu. Skratka, gre za kritiko nekega racionalnega načina spoznavanja, ki postavlja različne prepade med nami in med svetom. Torej, vse, ko spoznavamo, si nekaj predstavljamo predse, torej poskušamo analizirati z neke svoje lastne pozicije. Budizem pa pravzaprav izhaja iz neke neantropocentrične drže in poskuša stvari, kot izpostavi tudi Borut v svojem članku, spoznati od znotraj, torej ne spoznavanje stvari od zunaj, tudi se stališče nekih svojih lastnih predpostavk, ampak se pravzaprav stopiti s stvarjo samo. In seveda, kako je to mogoče? To je mogoče za eno posebno kultivacijo, ki jo nekako nakaže tudi Borut v svojem besedilu, ko se naslanja zlasti na Čuan-Ceja. Čuan-Cej je sicer predstavnik daoizma, ampak si deli veliko sorodnosti z budistično filozofijo. Ta metoda je pravzaprav metoda pozabe sebe, kot jo imenuje Čuan-Cej, torej pozabiti svojo lažno identiteto v smislu nečesa, kar je postavljeno onkraj
nad vse bivajoče, oziroma je postavljeno nad bivajoče. Budizem in daoizem sta namreč izhajala iz drže, da je človek postavljen v sredo bivajočega, torej ni bitje, ki bi stalo nekje na vrhu lestvice vsega bivajočega, ampak je bistveno vpet v mrežo teh medsebojnih odnosov in to izpraznjenje duha, neko razsubjektivjenje je pravzaprav tista drža, ki nekako pač omogoča nek drug odnos do stvari in nekako tudi predstavlja nekakšen potencial za svojo lastno osvoboditev, hkrati pa tudi za osvoboditev vseh drugih stvari. Tako da Borut se v članku navezuje tudi na nekatere segmente zahodne filozofije in tudi na umetnost, omenja tudi poezijo in nekako pač poskuša vzpostaviti neke povezave med nekimi antropocentričnimi odnosi do vsega živečega. Naslednji članek prav tako govori o japonskem budizmu, zlasti o naravi. Narava je v japonskem budizmu namreč predstavljala en izjemno pomemben vir za meditacijo, torej nekakšno sredstvo za meditacijo, ker v japonskem budizmu se je uveljavila ideja, da najočitnejši znaki minljivosti se kažejo v naravi. In poistovetenje človeka z raznimi segmenti iz narave je predstavljalo tudi neko temeljno osnovo za duhovno kultivacijo. Marko Uršič pa se v svojem članku Pojmovanje in občutje narave v japonskem budizmu manj kot temu aspektu minljivosti osredotoča na elemente narave, ki nekako predstavljajo tako imenovano Indrovo mrežo. Indrova mreža je prispodoba iz mahajanskega budizma, ki govori o tem, kako so vsi elementi bivajočega med sabo izjemno tesno povezani. In Marko v svojem članku predstavlja nekako eno tudi zelo osebno kontemplacijo različnih vidikov narave in poskus poistovetenja s temi raznimi elementi iz naravnega okolja. Namreč Indrova mreža, to je prispodoba, s katero se članek tudi začne, govori o tem, da je bog Indra v svojem oddaljenem nebeškem bivališču zaukazal razprostreti neskončno mrežo, na vsak vozel katere so obesili bisere. In tako je nastala neskončna mreža medsebojnega odslikavanja. Torej v vsakem biseru se je odslikával sosednji biser in ta biser je odslikaval tudi vse druge bisere, ki so se odslikavali v vseh teh, ki so sledili na vozlih. In to je taka čudovita prispodoba za medsebojno povezanost vsega. In v to mrežo je seveda vpet tudi človek. Tako da Marko razpravlja o teh raznih vidikih, izhajajoč iz te prispodobe, pri čemer pa v svoja dognanja, v navezavi tudi na številne zenovske šole, recimo na filozofijo Dogana, vplete tudi svoje lastne osebne refleksije. To sam imenuje fragmenti, filozofski fragmenti iz popotovanj po Japonski. Torej te fragmente je sam osnoval na svojem potovanju, ko je tudi opazoval na ta zenovski način naravo, japonske vrtove, japonske gaje in gozdove in poskušal nekako uloviti torej to občutje te integralnosti, te medsebojne povezanosti in je to seveda pač poskušal tudi ubesediti. Kar pa je sicer seveda pač, kot je učil že sam Buda, neobesedljivo in je stvar izkustva slehernega posameznika. Tako potem naslednji članek se nekako pomika že izven meja Azije. Pripravila sta ga Franci Zore in Janko Lozar-Mrevlje z naslovom Evropski budizem kot pesimizem in nihilizem. Recepcija budizma v nemški filozofiji 19. stoletja, Hegel, Schopenhauer in Nietzsche. Tako da sedaj imam priložnost, da bom Francijo predala besedo, da članek na kratko predstavi tudi sam. Monografija pa se zaključi s člankom Olge Markič, ki se tudi v okviru svojih primarnih raziskovanj ukvarja s kognitivno znanostjo. Članek nosi naslov Budizem in svobodna volja. Kot sem že prej omenila, je budizem segel tudi na področje sodobne znanosti in pomaga odgovarjati na ena temeljna vprašanja, na katera nekako mogoče sodobna znanost še ne zna v celoti odgovoriti oziroma še ne najde nekih enoznačnih odgovorov, tako da budizem je pravzaprav postal en izjemno pomemben sogovornik tudi na tem področju. Tako da Olga Markič se nekako na ozadju nekaterih raziskovalnih dognanj z področja
kognitivne nevroznanosti sprašuje tudi o konceptu svobodne volje v budistični tradiciji in kako pravzaprav ta koncept pojmovanja svobodne volje in nekih širših vidikov svobode lahko nekako prispeva k dopolnitvi že obstoječih dognanj z področja te znanosti. Skratka, nekako ta koncept svobodne volje poskuša raziskovati tudi v okviru same budistične tradicije, torej kje so tista mesta, na katerih je Siddhartha Gautama govoril o svobodni volji. Ker morda se nekako v nekem širšem kontekstu hindujske in budistične filozofije zdi, zgolj na prvi pogled seveda, da je prostora za svobodno voljo zelo malo. Zakaj? Na eni strani imamo nauko o karmi, torej karma je pravzaprav koncept, ki nekako združuje to zelo tesno povezavo vzroka in posledice. Torej, karkoli storimo v tem življenju, bo vplivalo na naslednje življenje. Nikoli se ne rodimo kot nepopisan list, ampak smo že do neke mere izdelana identiteta, neka osebnost in smo seveda na tak način determinirani. Ampak ne samo z enim življenjem, ampak serijo številnih predhodnih življenj. Ampak kljub temu so vse te tradicije, kljub temu nekako, da na prvi pogled izgleda, da je naša pozicija precej deterministična, so vse te tradicije poudarjale možnost osvobajanja. Torej vse te tradicije so soteriološke in v njihovem sržu je pravzaprav težnja po osvobajanju, težnja po svobodi, po svobodni volji. Tako da seveda te tematike, ki se tičejo različnih vidikov svobode in svobodne volje, predstavljajo srž samega budizma, kot tudi hindujskih tradicij in nekako presegajo ta rigidni determinizem oziroma to našo vnaprejšnjo določenost, našo vnaprejšnjo identiteto. Tako da Olga to osvetli z zelo zanimivih zornih kotov v navezavi na svoje primarne raziskave. Tako da, Franci, sedaj bi te pa prosila, da še predstaviš svoj prispevek. Ja. Oziroma tvoj, Janka, to prispevek. Ja. Z Janko sem se lotila zgodovine, enega segmenta zgodovine evropske recepcije budizma, ker se vsem zdi, da tudi ta tradicija sprejemanja budizma v Evropi na določen način vpliva na našo današnje razumevanje budizma, kot sama ta neki evropski način mišljenja, tukaj vedno zraven doda neke svoje stvari in svoj način razumevanja. In to se kaže recimo zelo lepo ravno skozi nemško recepcijo v 19. stoletju. Sicer stiki, kot je že Nina omenila, Evrope z budizmom obstajajo že od antike naprej. Najbolj izpričan in eksplicitni je kontakt skeptika Pirona z budizmom, o čemer sva z Nino tudi napisala en članek, ki je bil objavljen v Ars et Humanitas leta 2022. Je bilo pa teh vplivov recimo še nekaj, čeprav mogoče dokumentiranih manj, kot bi se zdelo. In nazadnje se vidi tudi v samem 19. stoletju pravzaprav je poznavanje budizma v Evropi razmeroma skromno. Oziroma, da te recimo trije najvplivnejši filozofi, ki sva jih člankov obravnavala, Hegel, Schopenhauer in Nietzsche, da pravzaprav je njihovo delo nekako vzporedno z odkrivanjem budističnih tekstov v Evropi in sploh s to zavestjo, da je treba te stvari študirati, da je treba brati izvirne tekste. Prej so bile te predstave v veliki meri vezane recimo na neka poročila, ki so bila bolj ali manj verodostojna. Se pravi, recimo, kakšni misionarji so poročali, ampak se pravi z nekega svojega vidika, so podali neko oceno, bile so težave v ločevanju med različnimi, recimo, temi azijskimi tradicijami, vse to se je lahko mešalo med sabo. Hkrati pa recimo so te začetna razumevanja, ki se recimo predvsem pri Hegelu in Schopenhauerju, ki sta malo zgodnejša od Nietzscheja, pojavljajo, zelo vplivajo potem recimo tudi na kasnejšo evropsko recepcijo, čeprav ni nujno, da gre tukaj za najbolj natančne
natančne interpretacije in tudi natančne študije. Ne. Tudi teh verov, se pravi, kot sem rekel, je to čas, ko te veri šele prihajajo v Evropi in ko te študije budizma, indološke študije šele nastajajo. In zato se budizem večkrat povsem neupravičeno v tem času veže na dva pravzaprav evropska problema, in to je se pravi pesimizem in nihilizem. In tukaj skušamo pokazati, ne, da niti te avtorji, se pravi omenjeni trije nemški avtorji, tega ne mislijo na tak način. Ne. Če njihovo pač filozofijo pogledamo recimo bolj celostno, ne, vendar se je to kot nek predsodek že pred njimi, pa potem skozi njih, ne, sta se uveljavili recimo ta dva pogleda na budizem, da je to skratka, da je tukaj za neko Evropi tujo kulturo, ki spodbuja recimo te pesimistične, nihilistične tendence, ki se pa v sami Evropi kažejo v tistem času. Ne. In tako recimo se potem pokaže, ne, da je pravzaprav v ozadju teh interpretacij, da so predvsem velikokrat lastni evropski strahovi, naprimer strah pred ničem, in iz tega izhajajočem, da odklanjanje budizma in odklanjanje recimo praznine ali pa česarkoli podobnega. Hkrati pa so tukaj položena neka upanja, da bomo mi v nekih drugih tradicijah našli nekaj, kar nam manjka. Tisto, česar nismo več sposobni iskati v lastni tradiciji, da bomo našli nekje drugje, ne? Da se nam bo tukaj nekaj odprlo, da se bodo neki novi svetovi odprli, ne? Da bodo rešili neke naše težave. Ne? Ampak seveda, ko skozi te naše težave to gledamo, ne, zelo priličimo tiste nauke svojim lastnim mentalnim okvirom. Ne? In se potem to zelo hitro najdejo kakšne podobnosti ali pa enakosti, ki ob malo natančnejšem študiju seveda se pokažejo, da niso povsem natančne. Ne? In hkrati nam pa to, če pogledamo danes, ne, kako so te interpretacije v 19. stoletju potekale, pa potem v 20. recimo, če bi šli naprej, lahko vzpostavimo pa do tega neko distanco, ki je pa zelo pomembna ne zato, da bi mi pokazali, koliko smo pametnejši od njih, ampak bi mogoče tudi mi znali neko distanco do lastnih razlag vzpostaviti. Tudi naše današnje razlage so vpete v neke današnje strahove, v neka današnja upanja, ne. Gre za neka lastna vprašanja in tudi, da te razlage niso dokončne. Ne. Medtem ko recimo neka vprašanja pesimizma, nihilizma, moramo pa reševati tudi na svojem področju, ne. Tudi če jih obdelujemo recimo ob dialogu recimo z nekimi časovno in prostorsko oddaljenimi misleci. No, in če sem pa omenil te časovno in prostorsko oddaljene misli, pa s tem mislim ne samo azijske filozofije, ne, ampak tudi recimo evropske zgodnejše filozofije, predmoderne filozofije, ker konec koncev na isti problem, podobne probleme naletimo tudi pri preučevanju recimo antične filozofije, ne. Tako da je tukaj pravzaprav za eno splošen problem hermeneutike tekstov, ki izhajajo iz nekega drugačnega recimo duhovnega obzorja. Ja, hvala lepa, Franci. Zdaj pa bi še prosila tebe, Sebastian, da nekako mogoče osvetliš ta širši vidik naše monografije, torej komu je pravzaprav namenjena, vse stoji seveda pač številnih znanstvenih prispevkov, ampak morda z berilom pač nagovarja tudi malce širšo publiko. Ja, hvala Nina. Mislim, da se tako že ključne zadeve sta vida že povedala, tudi recimo to, kar si zdaj Franci ti govoril o tem dialogu. Mogoče samo še malenkost izpostavim, kakšne so zdaj res te pomembnosti in relevantnosti takšnih raziskav. Na prvo žogo seveda pač gre za boljše razumevanje neke filozofsko-religijske tradicije, kar pomeni tudi odprava nekaterih napačnih razumevanj, posploševanj, predsodkov tudi.
seveda, kar je zelo koristno v današnjem globaliziranem svetu, ampak gre v bistvu še za eno stvar, ne? Gre v bistvu dvostransko, vsaj dvostransko. Zdaj vemo, ne, in tudi Franci si omenil, da se na dialog med vzhodno in zahodno filozofijo velikokrat pozabljalo ali pa se še pozablja, ampak kadar se ta dialog zgodi, kadar je res nekaj bolj poglobljen, je to lahko zelo plodno, zelo koristno. Ne seveda za že omenjeno boljše razumevanje te tradicije, ampak tudi obratno, ne, za v bistvu to, da nam budizem lahko ponudi res bogata gradiva za spoprijem z našimi problemi, ne, z problemi, katerim se evropska filozofija ukvarja že dlje časa, katerimo se z njimi še vedno ukvarjamo, ponudi nam neke nove perspektive, nove poglede, sveže poglede na neka ustaljena razumevanja posameznih filozofov v evropski tradiciji. Zdaj, mogoče, če sem že omenil, ne, ta dva pojma vzhodna, zahodna filozofija, moram podati opombo, da ta predvsem pojem vzhodna filozofija lahko zelo zavajajoč, namreč to seveda, ali pa azijske filozofije, ne, ta dva pojma zajemata kar neko množico med seboj različnih si tradicij, ki jih lahko usporejamo z evropsko tradicijo oziroma filozofijo. Seveda tudi evropska religijsko-filozofska tradicija ni homogena, ne, daleč od tega. Ampak ja, tukaj je neko bogastvo in budizem je del tega bogastva, hkrati pa, mislim, da se to v tej monografiji lepo vidi, je tudi budizem znotraj sebe res bogata in zelo razvejana tradicija. Nekako, če pospošimo, lahko na 3 načine to vidimo, tudi članki, recimo, ne, če gremo čisto krajevno, kulturno, članki govorijo o budizmu v Indiji, Tibetu, na Kitajskem, Japonskem, v Evropi, pa tudi kronološko, se pravi zgodovinski razvoj budističnih tradicij, posameznih in številnih šol znotraj teh tradicij, in pa sama tematska raznovrstnost, ki je res obsežna, ne. In mislim, da smo dobro pokazali skozi članke, da se da v bistvu iz budizma črpati gradivo za spoprijem s katerimkoli filozofskim problemom v evropski tradiciji in nam res poda lahko neke pomembne istočnice, oziroma, kot sem že rekel, neke nove perspektive. Zdaj ja, temu botruje sigurno ta razvejanost budističnih šol, po drugi strani pa se mi zdi mogoče še bolj temeljno neka ta izvorna odprtost in nedogmatičnost samega ustanovitelja budizma, se pravi Siddharte Gautame. On je stalno pozival svoje učence, naj preverijo vsak njegov nauk, vsa njegova učenja, naj preizkusijo skozi lastno prakso in je veliko pozival k samokritičnosti in refleksiji, tako da se mi zdi res en tak lep začetek za to odprtost. Zdaj, kot sem že omenil, ja, pomembnost prispevkov je seveda zelo pomembna za sam budizem, ampak tudi za neko globalno filozofijo, ne, za neka temeljna filozofska vprašanja, ki so skupna človeštvu kot takemu. Zdaj, ta dialog med budistično in evropsko filozofijo pa ne bo oziroma ne sme zapaditi v nek nov zamejen monolit, ki bi nadomestil nek prejšnji primat evropske filozofije kot alfa in omega, oziroma kot edine možne filozofije, ampak v bistvu nam odpre vrata lahko skozi ta dialog, oziroma tudi odpre nas filozofe, da stopimo v dialog s to drugostjo in pa tudi naprej še, ne, s tretjostjo, četrtostjo, če se lahko tako izrazim. Tako da se mi zdi en res tak lep temelj za globalno vprašanje v tem času s globalnimi problemi. Poleg tega se mi zdi, da ta različnost tematik v člankih je tudi zelo pomembna za nekatera področja, ki do sedaj niso bila deležna toliko pozornosti, ki so bila nekako odrinjena na rob mogoče, in se jih avtorji lotevajo v monografiji in pa tudi to je res neka pomembna, relevantna odskočna deska za nadaljnja raziskovanja, ki bodo seveda nujna, če bomo želeli priti do nekega globjega razumevanja. Relevantna skočna deska zato, ker so pač samih tematik, pa tudi je vir relevantnih virov za nadaljnja raziskovanja, za nadaljne ideje. Poleg tega moram reči, da se mi zdi tudi, da je zelo lep priročen
študijski pripomoček za študente, seveda samimi teksti, kot je že Nina omenila, v srednjem delu je berilo izvornih budističnih tekstov. Se mi zdi pravilno, da študent prebere izvoren tekst, ne samo neke interpretacije. In pa tudi galerija slik, ker seveda samo z opisi besed včasih ne da zajeti neke adekvatne celote. Tako da pač tudi to, da vidimo tem, kar beremo, je zelo pomembno. Tako da ja, jaz še enkrat vabim branju in gledanju, pa za konec še prepustim besedo Nini. Hvala lepa, Sebastian. Ja, morda bi se sedaj za konec vrnila na začetek k samemu naslovu monografije v iskanju Bude. Temu seveda predhodi vprašanje, kje je Buda. Zato bi sedaj za konec prebrala en kratek dialog med že prej omenjenim grškim kraljem in budističnim modrecem z naslovom vprašanje o tem, kje je Buda. Kralj je rekel: "Prečastiti Nagasena, ali Buda obstaja?" "Da, veličanstvo, Gospod obstaja." "Prečastiti Nagasena, ali lahko pokažemo, kje se Buda točno nahaja?" "Gospod je popolnoma ugasnil, veličanstvo. Dosegel je tisti element nibane, kjer ni več nobene navezanosti na nadaljne življenje. Zato ne moremo točno pokazati, kje se Gospod nahaja." "Razložite mi na primeru. Kaj mislite, veličanstvo, ali lahko pokažemo plamen velikega ognja, ki je ugasnil? Ali lahko povemo, kje se ta plamen točno nahaja?" "Ne prečastiti. Ta plamen je ugasnil in izginil." "Natanko tako, veličanstvo, je tudi Gospod ugasnil in odšel. Dosegel je tisti element nibane, kjer ni več nobene navezanosti na nadaljne življenje. Zato ne moremo točno pokazati, kje se Gospod nahaja, lahko pa ga opišemo s pomočjo nauka, dhame, ki ga je učil." In kralj pravi na koncu: "Pametni ste, prečastiti Nagasena." Torej ta dialog čudovito ilustrira nekako sam srž budistične filozofije, ki ga je tudi že na kratko omenil Sebastian. Torej, budistična filozofija sicer na nek način je skoncentrirana okoli Budove identitete oziroma njegove avtoritete, vendar kot je često poudarjal sam, je pomembnejši od njega samega, torej kot neke osebe, ki je posredovala nauk zgolj sam njegov nauk, torej dama. In različnim vidikom dame smo se v iskanju Bude poskušali približati tudi mi sami. Izpostavila pa bi še en zelo pomemben vidik, ki ga je pogosto izpostavljal tudi sam Buda. Torej ne samo dama v teoriji, ampak tudi dama v praksi, sicer nekako usvojimo samo en manj pomembnejši pol modrosti, pomemben je tudi ta izkusten vidik. In lahko nekako za konec posredujem še drug odgovor, drug Budov odgovor, ali pa Nagasenov, na vprašanje, kje je Buda. Torej, Buda je pravzaprav v nas samih, torej kot nek potencial prebujenja, kot potencial dobrega. In kot je tudi dejal Siddhartha Gautama, kar je zapisano v besedilu Dhammapada, na nebu ni poti, v sebi išči pot. Tako da naj to velja za en tak zaključek in kot povabilo k branju naše monografije. Franci in Sebastian, hvala, da sta sodelovali v tem pogovoru.